knjig za otroke, založbe družina. V naši sredi prav z veseljem pozdravljam gospoda Stanka Baloha, predstavnika Urada Vlade za narodnosti in pa gospoda Jožeta Horvata, predstavnika iz Murske Sobote. Marija, odpustite, vedno mislite vsak Horvat, Jože, se upravičujem. Tukaj z vami sta urednica Mavrica, gospa Melita Košir in gospod Anton Dinidovec, župnik iz Kočevja. Danes predstavljamo 4 knjige, svetopismo za otroke v slovenskem in romskem jeziku, knjigo Nihče ne ve, ter strip Vincenci Pavelski, ki je v preteklem letu izhajal v otroški reviji Mavrica. Pa bi začeli s svetim pismom. Pri založbi družina smo ga izdali v 2 jezikih, kot že rečeno, v slovenskem in romskem. Gregor Čušin je v predstavitvi slovenskega prevoda zapisal, če dovolite, da preberem. Priznam, da nisem velik pristaš prirejanja in poenostavljanja svetopisemskih besedil za otroke, ker mislim, da so otroci sposobni sprejeti Božjo besedo tako, kot je zapisana. Je pa seveda tudi res pravi, da je Božja beseda hrana in vemo tudi, kako je s hrano pri otroku. Ko se pojavi prvi zobek, mu ne boš kar takoj v roke porinil klobase, temveč boš začel z mehkim sadjem, pa še tega boš prej izmehčal. Priredba svetega pisma torej ni fast food ali instant prehrana, ampak hrana pripravljena glede na število zob. Kljub temu se na tem področju srečamo z veliko, recimo kar Hiča, misli na te razne prevode. Vendar pričujoča knjiga vse to presega in nas preseneti. Najprej že samim izborom besedil, tako s tem, kar je izbrano, kot s tem, kar je opuščeno. Beseda teče tekoče in kar se mi zdi za otroško knjigo odločilnega pomena, kar kliče po glasnem branju. Besedilo je po eni strani oblikovano zelo pripovedno in odraslemu bralcu ponuja enostaven vzorec, kako povedati kakšno zgodbo, po drugi strani pa je spet dovolj odprto, da otroku omogoča razmišljanje in vprašanje. Knjiga torej zaključi Čušin, ki ne dolgočasi, ki razloži, ki pouči in ki vabi k pogovorom. No in potem, ko smo začeli pripravljati ta slovenski prevod, iz angleščine ga je prevajala gospa Mojca Master Štefanič, ki je tudi tukaj z nami, smo na pobudu župnika iz Kočevja, gospoda Antona Didovca, pridobili še pravice za romsko izdajo. Da bom bolj natančna, to svetopismo za otroke je šlo v dolenjsko-belokranjskem narečju romskega jezika in pomeni velik korak spoštovanju individualnosti in kulture Romov. Gospod Didovec, pa če nam malo poveste, odkot ste prišli na idejo za svetopismo za otroke in kako je nastajalo?